V Združenih državah lahko prečkanje ene same meje okrožja statistično izbriše 10 let vaše pričakovane življenjske dobe. V nekaterih okrožjih povprečna oseba umre še preden dopolni 68 let, kar je manj kot v nekaterih delih podsaharske Afrike. In razlika med življenjem in smrtjo je pogosto odvisna od ene stvari: kako daleč ste od bolnišnice. Močno noseča ženska se v zadnjem sedežu svojega avtomobila bori za dih. Rok poroda je imela čez 4 dni. Namesto tega umre na zadnjem sedežu avtomobila, le 3 minute od bolnišnice. To se ne bi smelo zgoditi. Tega ne bi pričakovali nikjer, kjer zdravstveni sistem deluje. Ampak ta ženska je bila iz Humphreys v Mississippiju, okrožja, kjer je zdravniški nasvet, da voziš kot nor. Tako izgleda pomanjkanje bolnišnic v Združenih državah. Američani porabijo vsaj 2-krat več na osebo za zdravstveno varstvo, kot skoraj vse druge visoko razvite demokracije. To je dejstvo. Ampak kljub vsem tem velikim izdatkom so ZDA pri splošnih zdravstvenih izidih skoraj na dnu teh istih držav. Več denarja pomeni slabše zdravje. Ampak to ni zgodba o celotni državi. Niso vsi Američani rojeni enaki. Lokacija je pomembna. Problem zdravja v Ameriki ni omejen na soseske, gre za cele zvezne države. Če pa pogledamo podrobneje, gre tudi za okrožja. Okrožja, kjer so statistični zdravstveni podatki primerljivi z nekaterimi najrevnejšimi državami na svetu. Med zveznimi državami lahko opazite 10-letno razliko v pričakovani življenjski dobi. Če prečkate iz Mississippija v Tennessee ali iz Zahodne Virginije v Virginijo, se lahko v nekaj kilometrih statistična razlika v pričakovani življenjski dobi raztegne na celo desetletje. Meja popolnoma spremeni izid. Na primer, če ste rojeni v Massachusettsu, Connecticutu ali New Yorku, boste verjetno živeli do približno 79 let ali več. Če ste rojeni v Mississippiju, Zahodni Virginiji ali Alabami, morda ne boste dosegli 71 let. In v nekaterih okrožjih ta razlika ne ostane pri 10 letih. Podvoji se, potroji se. In to ne velja za peščico ljudi. Milijoni Američanov lahko pričakujejo razmeroma kratko življenje. In tukaj sistem preneha delovati. Podatki kažejo na 3 konkretna žarišča, kjer je sistem že popolnoma odpovedal. Okrožje Pemiscot, Missouri, okrožje McDowell, Zahodna Virginija in okrožje Humphreys, Mississippi. Ne poznaš jih, ampak če bi se tam rodil, bi določali, kako dolgo boš živel. V Ameriki je tvoja poštna številka eden najmočnejših pokazateljev, kako dolgo boš živel. Je močnejši od tvojih genov, močnejši od tvojega življenjskega sloga, v mnogih primerih celo močnejši od tvojega dohodka. Podatki kažejo, da če se rodiš v okrožju Pemiscot v Missouriju, obstaja velika verjetnost, da ne boš dočakal svojih 80 let. Statistično gledano je zelo velika verjetnost, da boš umrl mnogo let prej, saj je tam povprečna pričakovana življenjska doba le 67,4 leta. Trenutno v tem okrožju, na območju svetopisemskega pasu, živi skoraj 15.700 ljudi. Včasih jih je bilo precej več, a so se skozi leta ljudje izseljevali. Eden od razlogov za to je revščina. S povprečnim dohodkom na prebivalca le $26,000 je to eno najrevnejših okrožij v ZDA in je tudi eno najslabših krajev za iskanje zdravstvene oskrbe. Njegova edina bolnišnica je že leta na robu zaprtja. Če se zapre, so najbližje urgence oddaljene od 20 do 50 mil in v medicinski nuji zamude ubijajo. Srčni napad, močna krvavitev, predoziranje, sepsa, vse je mogoče preživeti, če so hitro zdravljeni, če ne, so lahko usodni. In če imate kronično bolezen, je lahko redno prejemanje zdravljenja težavno. Razmerje med številom pacientov in zdravnikom splošne medicine je 2500 proti 1, skoraj 2-krat več kot povprečje v ZDA. Več kot 80% zdravnikov v ZDA dela v mestnih območjih. Ta geografska koncentracija pa odraža zemljevid zapiranja bolnišnic in pušča velika podeželska območja kritično premalo oskrbljena. In Pemiscotu še zdaleč ni najhuje. Po celotni regiji delte Mississippija je lahko pridobivanje zdravniške oskrbe zelo zahtevno. Če se rodiš v okrožju Humphreys, je pričakovana življenjska doba le 67,2 leta. Leta 2013 se je edina bolnišnica v okrožju zaprla. Ni urgentne ambulante, ni rezervne možnosti. Če se kaj zgodi, se boš zdaj moral peljati čez polja delte do najbližje bolnišnice, ki je oddaljena približno 25 do 45 minut. In vzorec se tu še ne ustavi. Okrožje McDowell v Zahodni Virginiji je izgubilo svojo premogovno industrijo in si nikoli ni opomoglo.
17,000 ljudi je ostalo na kraju, kjer se je gospodarstvo zrušilo in se je z njim zrušil tudi zdravstveni sistem. Pričakovana življenjska doba tukaj je okoli 65 let, kar je nižje kot v nekaterih državah v razvoju. Zdravstveni izidi so tukaj izjemno slabi. To ni le problem drog, ampak tudi debelosti, duševnih bolezni, prehranskih primanjkljajev in kroničnih bolezni. Ti ljudje potrebujejo bolnišnično oskrbo, ko zbolijo. Potrebovali bi zdravnike, ki bi jih usmerjali, vendar je njihova edina možnost, Welch Community Hospital, po poročilih resno ogrožena, potem ko je leta 2024 propadel načrtovani prevzem za rešitev bolnišnice. V okrožju ni nobenega ginekologa porodničarja. Ženske se vozijo več kot 1 uro, da bi rodile. Ta vzorec se ponavlja po geografskem loku, ki se razteza od delte Mississippija skozi osrednje Apalače, koridorju, kjer se zemljevidi pričakovane življenjske dobe skoraj popolnoma ujemajo z zemljevidi zaprtih bolnišnic. Enako velja za milijone ljudi, raztresenih po podeželskem jugu, ki se zdaj soočajo s prihodnostjo, v kateri je njihova edina lokalna bolnišnica na robu zaprtja. V celotnih Združenih državah Amerike je le približno 2000 podeželskih bolnišnic. To pomeni, da je skoraj tretjina sistema bodisi že izginila ali pa je na robu propada, še posebej v delti Mississippija, osrednji Apalačiji, obmejnih območjih Teksasa in delih velikih planjav. In ko se zaprejo, bo šokantno nizka pričakovana življenjska doba na podeželskem jugu verjetno še nižja. Ko se bolnišnica zapre, ne izgine le stavba, izgubi se čas. Izgubi se možnost preživetja. V okrožju Clark v Alabami se je leta 2020 odprl Thomasville Regional Medical Center. Prebivalci okrožja so bili olajšani, da imajo, kot so poročali mediji, najsodobnejšo opremo. Toda do leta 2024 je bila bolnišnica zaprta. Trenutno morajo bolniki v okrožju Clark, če utrpijo hudo travmatsko poškodbo, potovati 90 minut do mesta Mobile. Ta podaljšan čas čakanja lahko pomeni, da ozdravljive poškodbe postanejo trajne ali da nekdo po nepotrebnem umre. Kjer je pričakovana življenjska doba nizka, je skoraj vedno prisotna revščina. In kjer je revščina, veliko ljudi uporablja Medicare. 2,6 milijona bolnikov na podeželju, ki so prejeli kirurško oskrbo prek Medicare, je v povprečju potovalo 1 uro, samo zato, da so prišli do oskrbe. In zdaj naj bi bila kar tretjina vseh Američanov brez dostopa do pravočasne in cenovno dostopne kirurgije. V Alabami, zvezni državi z eno najnižjih pričakovanih življenjskih dob po okrožjih, je 23 podeželskih bolnišnic, približno polovica vseh podeželskih bolnišnic v državi, na seznamu tistih, ki komaj še lahko ostanejo odprte. Če prekrivate zakonodajni zemljevid za leto 2024 s temi zaprti bolnišnic, pride v ospredje nova kriza. Po predlagani zakonodaji bi se lahko izdatki za Medicaid v naslednjem desetletju zmanjšali za več kot $100 milijard, pri čemer bodo podeželska območja verjetno najbolj prizadeta. Če kongres zmanjša zvezno stopnjo sofinanciranja, kar pomeni delež, ki ga plačuje zvezna vlada, bodo morale zvezne države pokriti razliko. In nekatere tega ne bodo zmogle plačati. Ko je bil leta 2010 uveden zakon o dostopni zdravstveni oskrbi, nekatere zvezne države niso želele razširiti programa Medicaid. Razlog je bil, da bi več ljudi na zasebnem zavarovanju pomenilo manjši pritisk na državni proračun. Ne glede na to, ali so imele te države prav ali ne, je bil rezultat enak. Milijoni ljudi so ostali brez zavarovanja v delih države, kjer so ga najbolj potrebovali. Toda druge države, ki so razširile Medicaid, se zdaj soočajo z rezi, ki bi lahko odvzeli zavarovanje. Tudi to mi naključje. To je politična odločitev, ki se skriva za geografsko preobleko. Posledica bi lahko bila, da milijoni Američanov izgubijo zdravstveno zavarovanje. Do leta 2034 pa bi ta številka lahko dosegla 16 milijonov. To je v državi, kjer imajo milijoni ljudi že zdaj pričakovano življenjsko dobo nižjo kot v nekaterih najrevnejših krajih na svetu. Podeželske bolnišnice preprosto niso dobičkonosne. Res je, tako preprosto. Močno se zanašajo na Medicaid in Medicare, a ta povračila pogosto ne pokrijejo stroškov, zato poslujejo z izgubo. Bodisi zaprejo svoja vrata, ali pa jih prevzamejo večji zdravstveni sistemi. Na papirju je to lahko videti kot reševalni paket, v praksi pa gre za konsolidacijo. In to pomeni rezanje tistega, kar ne prinaša dobička. Tako se podeželske bolnišnice zapirajo. Seveda, zlom sledi denarju. Na podeželju v Mississippiju ženska leži na tleh. Ne diha. Okoli njene roke je zategnjen pas. Hipotermična igla je odvržena na tleh poleg nje.
Najbližja bolnišnica je več kot uro stran po dolgih odsekih podeželske ceste. Reševalno vozilo bo prišlo tja tako hitro, kot bo lahko, vendar so ekipa, prostovoljci in reševalci s krajšim delovnim časom oddaljeni več kilometrov. Operator na številki 911 vodi moža pri stisih prsnega koša. Minejo 3 ure, preden prispe reševalno vozilo. Ko pride v bolnišnico, je že doživela možgansko kap. Zamašitev je bila tam dovolj dolgo, da je že na milijone možganskih celic uničenih. Nič. Še vedno se ne premika, ne diha. In potem nekaj. Vdih, trzljaj obraza. Živa je, a komaj. Obrneš jo na bok in ohranjaš dihalno pot odprto. Opazuješ, kako se njen prsni koš s težavo dviga in spušča, a nekaj tukaj ni prav. Težko je razložiti, a njen obraz izgleda čudno, povešen, šibek. V okrožjih tako imenovanega pasu možganske kapi je smrtnost zaradi kapi za 40% višja na 100.000 prebivalcev kot državno povprečje, skoraj izključno zaradi oddaljenosti. V podeželskih okrožjih tako imenovanega pasu možganske kapi povprečni prevozi z rešilcem trajajo več kot 45 minut, kar je 3-krat več od mestnega povprečja. V najbolj odročnih območjih traja celotna pot do specializiranega centra za možgansko kap 3 ure, kar ni izjema. To je realnost. Reševalci ženski namestijo kisikovo masko, preverijo njene življenjske znake in vam zastavljajo vprašanja, medtem ko jo nalagajo na nosila. V zadnjem delu reševalnega vozila jo priključijo na monitor. EKG se natisne na trak papirja. Ne morejo natančno povedati, kaj je narobe, vendar ne izgleda dobro. V lokalni ambulanti ji lahko pomagajo. Stabilizirajo jo, vendar bo morala čim prej v glavno bolnišnico. Ta je še 1 uro stran. Prispet ja in je stabilna, vendar je to šele začetek. CT posnetki pokažejo, da je doživela možgansko kap, MRI pokaže zamašitev. Potrebovala bo zdravila, nadzor, rehabilitacijo. Minejo dnevi, tedni. Ima težave s spominom, utrujenost, šibkost na eni strani telesa. Zdravila in rehabilitacije bodo pomagali, vendar ni zagotovila, da si bo kdaj popolnoma opomogla. In to že postaja drago. Padla je vrzel v zdravstvenem zavarovanju. Račun bo morala plačati sama. Že sama vožnja z rešilcem je stala več kot $1000. Obiski na urgenci, pregledi, postelja, zdravila, to je še več 10.000. In zdaj rehabilitacija, ki jo bo potrebovala, fizioterapija, kontrolni pregledi, to je več denarja, kot bi ga kdaj lahko zaslužila. Še posebej zdaj, ko ima meglo v glavi in se težko koncentrira. Zdravnik ji je povedal, da bi lahko bilo drugače, če bi prej prišla v bolnišnico. V podeželskih okrožjih, tako imenovanega pasu možganske kapi, povprečen čas prevoza z rešilcem presega 45 minut. To je spet 3-krat več kot v mestih. Pri možganski kapi je čas ključen. Vsaka minuta brez zdravljenja stane približno 1.900.000 možganskih celic. To odraža resničnost za mnoge ljudi na podeželju v Ameriki. Mississippi leži v tako imenovanem pasu možganskih kapi, skupaj s skupino drugih zveznih držav na jugovzhodu. Vse to je povzročeno, neposredno ali posredno, s kombinacijo nizkega socialno-ekonomskega statusa, slabe prehrane, debelosti in visokega krvnega tlaka. In ko je težko dostopati do zdravstvene oskrbe, se lahko majhne težave hitro spremenijo v velike. Če bi imeli ljudje dostop do primarne zdravstvene oskrbe, namesto da se tako zelo zanašajo na drago urgentno medicino, ko je že vse slabo, morda sploh ne bi tako hudo zboleli. V tem trenutnem sistemu, kjer je zdravljenje na prvem mestu in ne preventiva, zmagujejo zavarovalnice. Zmagujejo farmacevtska podjetja, ljudje pa izgubljajo. Preventiva bi lahko rešila velik del ameriške zdravstvene krize. Toliko življenj bi lahko bilo rešenih, še preden bi se sploh začela razpadati. Stvar je v tem, da v Ameriki zdravstvo ni samo oskrba, ampak so to tudi spodbude, lobiranje, moč, ki odloča, kaj bo imelo prednost in kaj bo prezrto. In v tem sistemu o vsem odločata denar in dobiček. Rezultat je skoraj neznosen, če o tem razmišljaš dovolj dolgo. Ljudje umirajo prezgodaj zaradi stvari, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, bolezni, ki bi jih bilo mogoče pravočasno odkriti, življenj, ki bi jih bilo mogoče zaščititi, pa niso bila. Tudi z najbolj napredno medicinsko tehnologijo na svetu, sistem še vedno zataji ljudi v njem. Kje si rojen, ne bi smelo odločati o tem, kako dolgo boš živel, a za milijone ljudi to še vedno velja. Vsaj verjamemo, da v visoko razviti državi tega ne bi smelo biti.
Do leta 2030 napovedi kažejo, da se bo zaprlo še do 700 podeželskih bolnišnic. V Mississippiju in zahodni Virginiji so že okrožja, kjer ni niti enega zdravnika, niti enega samega. Zemljevid se ne slabša le postopoma. Na nekaterih mestih je že popolnoma prazen. Nosečnica, ki je umrla 3 minute od bolnišnice, je primer, kako ji je ameriška geografija odpovedala. Najbolj vznemirjajoče je, kako zlahka lahko živimo v nečem, kar odloča, kdo bo imel več časa in kdo ne. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da ste uživali v videu. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. To res pomaga. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na Mapeku.